AMZS idealna linija je bila v Lukovici, kjer sta bili na sporedu prvi dve preizkušnji državnega prvenstva v trialu. Na Radezeljski progi so člani AMD Orehova vas pripravili dirko motokrosistov, ki je štela za točke državnega prvenstva. Voznice in vozniki kartinga so se, tako kot motokrosisti, pomerili drugič v sezoni na preizkušnji državnega prvenstva. Dirko v Sloveniji vasi so organizirali člani AMD Ptuj. Člani AMD Lukovica so pripravili uvodni dve preizkušnji sezone, ki sta šteli za državno prvenstvo Slovenije v trialu. Na poligonu Auto Kveder so bile razmere za tekmovanje zelo zahtevne. Za našo izpeljavo dirke sem kar zadovoljen, saj je vreme poskrbelo, da je bilo vzdušje na progi in ob njej zelo dobro, tako da so tekmovalci uživali v veščinah oziroma na sekcijah. Še posebej sekcije v naravnem okolju so voznicam in voznikom povzročale veliko preglavic, za kar so poskrbele predvsem obilne padavine dan pred prvo preizkušnjo. Sobotna je bila daljša. Tekmovalci so se spopadli z 8 sekcijami v 4 krogih. V nedeljo pa so vozili 6 sekcij v 4 krogih. V najtežji tekmovalni skupini T1 je vozil Severin Sajevec, ki je tudi zasnoval traso. Postavitev je bila ob lepem vremenu, žal včeraj je bila nenapovedana nevihta in so se razmere res ekstremno otežile, predvsem v tem naravnem gozdnem delu, ampak je bilo za vse enako, tako da mislim, da je čisto okej. Izostreno oko najboljšega voznika triala v Sloveniji je opazilo, da se mu v prihodnosti ne obetajo več za zdaj še vedno lahko razumljiva prva mesta v državnem prvenstvu. Jaz sem v bistvu zelo vesel, da prihajajo mladi fantje, ki se peljejo res zelo dobro, predvsem Max pa Kermauner. Prav slednji, Matej Kermauner, je v razredu T2 unovčil izkušnje iz minule sezone. Letos je še dvignil fizično pripravljenost, zato ne preseneča, da je prišel do zmage. Še najbolj se mu je približal Max Dežnak. Konkurenca znajo eni tudi dlje, kaj furajo in več vadijo, ampak mi da več spodbude, da probam še bolj speljati. Dežnaku je pripadlo drugo mesto, Klemen Setnikar pa je bil v soboto tretji. Največ tekmovalcev na uvodni preizkušnji, 18, je bilo v kategoriji T3. Kyle Milne je pokazal največ in knjižil najmanj kazenskih točk. Z drugim mestom se je zadovoljil Andrej Škaper, tretji pa je bil Marino Velušček. Kategorija T4 je bila prav tako zanimiva. Sobotno zmago v njej je odnesel Igor Dobrec pred Markom Habjanom. Tretje mesto pa si je privozil mladi up slovenskega triala Svit Sajevec. V ženski kategoriji sta se merili dve predstavnici. Lucija Sajevec vozi v težji skupini, kar jo je na koncu uvrstilo pred Barbaro Dežnak. Nedeljska druga dirka je bila malce krajša, začinil pa jo je dež, ki je ponoči namočil sekcije. Te so bile malce spremenjene, a sila zahtevne zaradi mehke podlage. Člani Avtomoto društva smo se trudili, da smo uredili progo v najboljših močeh. I thought the event was great, same with yesterday. I know it's a lot of work putting these on. Everything went really smooth. Še posebej sekcije v naravnem okolju so zahtevale maksimalno osredotočenost in veliko mero potrpežljivosti pri iskanju idealne linije za premagovanje postavljene proge. The forest was like racing a hard enduro race. Some sections I had 5 every time. No luck. Problem bolj je bilo to, da je kar drsel zaradi vremenskega razmera. Kar je bilo sekcij po gozdu, naravnih sekcij so bile kar težke, sploh ena, ki je ni noben v bistvu odvozil. Nenapovedana nevihta je v bistvu res namočila ta teren v gozdu, zato smo tudi vsi imeli precej več točk. V težkih razmerah je v razredu T2 Max Dežnak tokrat ugnal sobotnega zmagovalca Mateja Kermaunerja. Sem zelo zadovoljen z mojim vstopom, sem boljš furil kot včeraj in vsa prejšnja leta, kadar sem fural modro.
Tretje mesto je še drugič v 2 dneh vknjižil Klemen Setnikar. Razred T3 je bil znova najštevilčnejši po udeležbi. Zmagal je Andrej Črnkovič. Severin Sajevec je znova vozil v najtežji kategoriji T1. V bistvu, bom rekel, dobra trening tekma, bi si pa absolutno želel več konkurence. No, žal je neki slovenskih voznikov, ki vozijo v rdeči kategoriji, poškodovanih, žal pa tudi tujci, no, Italijani in pa Hrvati niso mogli priti zaradi COVID ukrepov. Zelo dobro se je z razmerami na sekcijah v kategoriji T4 spopadal tudi njegov sin Svit Sajevec. Čim to traje, še zavrti se, nižji rit, ajde, greš. V bistvu se mi zdi, no, da je res moje poslanstvo, da to prenašam naprej na mlajše tekmovalce in da dobimo pač res bodoče svetovne prvake v trialu. Pri ženskah smo znova videli Lucijo Sajevec in Barbaro Dežnak. Obe sta se hrabro lotili 6 sekcij. Vrstni red pa je bil enak kot v soboto. V skupnem seštevku je po 2 dirkah med člani na vrhu Severin Sajevec. Max Dežnak je na prvem mestu med mladinci do 18 let. V točkovanju otrok od 6. do 14. leta pa sta z enakim točkovnim izkupičkom po 2 preizkušnjah skupaj na prvem mestu Gal Črnkovič in Lauro Setnikar. Motokrosisti so pretekli konec tedna vozili na radizelski progi. Na dirki so bili po dolgem času prisotni tudi gledalci. Dirka se je odvila pred nekaj več kot 600 gledalci. Lahko rečemo pravi praznik motokrosa v Sloveniji. Ja, res je super. Je bilo videti ljudi okoli proge, tudi čuti jih. Res sem vesel, no, da se počasi svet postavlja na stare tire. Vozniki v obeh veteranskih kategorijah so vozili skupaj. Med tistimi mlajšimi do 40 let se je skupne zmage veselil Borut Koščak, ki je v prvi vožnji sicer zaostal za Kristofom Laknerjem. Avstrijec je bil na koncu drugi, tretje mesto na zmagovalnih stopničkah pa je pripadlo Simonu Laurinu. Med najbolj izkušenimi v kategoriji veterani 50 je zaradi zmage v drugi vožnji prvo mesto osvojil Avstrijec Werner Lakner. Z enakim številom točk je bil drugi Bogomir Gajser, skupno tretjega mesta pa se je veselil madžarski tekmovalec Oto Varšanji. Razred MX65 je prinesel zelo izenačene boje na progi med tekmovalci. Najbolj se je izkazal Alex Novak, ki je dobil dirko. Drugi je bil Taj Vidovič. Za skupno tretje mesto pa se je moral pošteno potruditi Val Slavec. V prvi vožnji šele 7, a je nato v drugi napel vse sile ter zasedel drugo mesto, kar ga je dvignilo na zmagovalni oder. Mladi upi v razredu MX50 so vnovič pokazali zvrhano mero poguma na progi, ki nikakor ne velja za lahko. Spet je bil najboljši Leo Gajser. Dobro sta s progo opravila tudi Alex Bogataj Savič, ki je zasedel skupno drugo mesto, in Nejc Kralj, ki je pristal na tretjem mestu. Na podelitvi priznanj pa so bili veseli vsi, ki so vozili. V razredu MX85 je skupno zmago v žep pospravil madžarski voznik Hatayr Botond. V prvi vožnji je bil prvi, v drugi pa drugi, in to je bilo dovolj za skupno prvo mesto. Družbo na zmagovalnem odru sta mu na mestih 2 in 3 delala Žan Oven in Miha Vrh. Z rezultatom sem kar zadovoljen, z vožnjo lahko je bilo boljše. Mislim, da bo drugič veliko bolj. Letos hočemo osvojiti naslov državnega prvaka, naslednjo tekmo probal že zmagati. Razred MX125 je bil znova v znamenju Luke Kuniča. Hrvaškemu vozniku je še najbolj grozil Tilen Demšič. Trudil se je iz sebe iztisniti vse atome moči, a više od drugega mesta mu ni uspelo priti. V drugo vožnjo je pa isto Luka Kunič. Smo imela borbe, sem ga probal držati čim dlje, drugače pa pol se je vseeno nekako išlo in bil sem potem skupno drugi. Tretji na zmagovalnem podiju je bil Alen Gajser. Ja, z vožnjami sem zadovoljen. V prvi vožnji sem imel slabši štart in sem se mogel prebijati iz ozadja. V drugi vožnji sem pa že štartal tretji in sem samo končal na tretjem mestu.
Razreda MX2 in MX Open sta vozila skupaj. Tim Gajser je bil občutno premočan za vse. Že na štartu obeh voženj je tekmecem pobegnil in nato iz kroga v krog samo povečeval prednost. Vesel sem, vožnje so bile v redu. Res je lepo videti, ko nas je toliko na štartni rampi. Res mislim, da so bile rampe polne, ogromno tekmovalcev je bilo. Tako da mislim, da je za nami lepa sobota dirkanja. No? Petru Irtu je v odprtem razredu pripadlo drugo mesto, Luka Kutnar pa je bil tretji. V kategoriji MX2 je po zaslugi zelo dobre druge vožnje do skupne zmage prišel Gal Hauptmann. V prvem krogu sem napadel, da sem prehitel čim več tekmovalcev in potem sem v bistvu peljal svoj tempo in na koncu mi povedali, da sem zmagal. No? Tako da občutek je bil fenomenalen in res mi je super. No? Na odru za najboljše tri sta mu družbo delala Matevž Robek na drugem in avstrijski voznik Simon Breitfuss na tretjem mestu. Druga dirka sezone je tako pod streho. Kaj se pa proge tiče, so pa kapale pohvale z vseh strani. Pri 129 udeležencih je res zadovoljivo. Ne? Naslednja preizkušnja za točke državnega prvenstva Slovenije v motokrosu bo konec avgusta. Znova na radezelski progi. V AMZS centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi so se zbrali vozniki kartinga na drugi dirki sezone za točke državnega prvenstva. Moram reči, da sem kar zadovoljen, ker smo pripeljali naše tekmovanje, državno prvenstvo in Sportstil pokal do konca. Kljub vsem težavam, ki smo jih imeli čez dan. Predvsem vreme je poskrbelo, da je bilo na progi vse skozi napeto. Moj dan je bil super, vse te dirke so bili drugačni pogoji, v eni je bil dež, v eni je bilo suho, v eni je bilo pa tudi nekaj vmes. Enkrat je bilo sonce pa dež in to je nam delalo kar nam in voznikom velike preglavice. A tekmovalci so se s svojimi spremljevalci in mehaniki seveda hitro znašli. Gume se zamenjajo, prav tako pa se tudi spremenijo nastavitve, pa tudi vožnja dirkača se mora prilagoditi progi. Maj Sadar je bil zelo suveren v razredu Max Senior, saj je naučil tudi mednarodne izkušnje. Vse tri dirke sem zmagal, tako da dan zame je bil super. V najšibkejšem razredu Micro Max se je zmage veselil Angel Frančeškin, v razredu Minimax pa David Planko. Spremenljive razmere na progi je v razredu Max Junior najbolj obvladal Aljaž Vidmar, ki je dobil vse tri vožnje. Dež ni prišel do živega niti prekaljenemu Ksenu Deruvaju, ki je suvereno odvozil vse tri dirke v razredu DD2 in zmagal. Zelo dobro je vozila tudi Sara Markučič v kategoriji KZ2, čeprav ji je Jan Hart-Sternjak vse skozi pošteno dihal za vrat. V razredu 125 Shifter pa je bil najboljši v Slovenji vasi Marko Žerak. Tretja preizkušnja za točke državnega prvenstva bo konec julija na Vranskem. V soboto 19. junija bo v Žireh na sporedu prva dirka sezone državnega prvenstva za voznike z licenco AMZS v cross countryju.